Put your head up, play! Dobro jutro, lep pozdrav obema, Blaž, Marko, tokrat v polni postavi končno za tole jutranjo analizo. Po četrtfinalni tekmi smo se morali vsi zbrati in me tudi veseli, da smo se lahko. Kako sta, pripravljena za delo ali rabite še kakšno kavo prej? Jaz sem utrujen. Blaž je utrujen, če snema zvečer, Blaž je utrujen, če snema zjutraj, božec. Moj najljubši hobi je pležanje. Jaz sem tudi zelo vesel, da smo spet skupaj. Nisem si mislil, da bom lahko snemal, tukaj snemam iz dopusta. Nisem zelo vesel, da je moja vzela sabo tisto sredstvo proti komarjem, kajti mogel sem gledati tekmo na balkonu in brez tega razpršila bi bil zdaj čisto rdeč in sploh ne mogel snemati. Ja, boljš biti rdeč od komarjev, kot pa rdeč od besa zaradi morebitnega poraza Slovenije, do katerega seveda ni prišlo. To zmago smo pričakovali, jo napovedovali in na koncu si jo je naša reprezentanca tudi precej suvereno priigrala. Zmaga, vsaj v zadnji četrtini, ni bila nikoli vprašljiva. Zdaj v tem trenutku še čakamo na našega nasprotnika v polfinalu, Italijani ali Francozi, o tem več v naslednjem podcastu, ki bo objavljen kmalu po temu. Ampak dajmo se zdaj posvetiti tej analizi te tekme. 17. zmaga Slovenije z Luko v postavi, jaz rečem še 2, pa bo večnost in zgodovina in vse zagotovljeno. Slovenija je na tej tekmi ponovno dokazala, da sodi med 4 najboljše reprezentance na svetu. Polfinale olimpijskega turnirja tudi to efektivno pomeni, zraven pa igrajo tudi eno izmed najlepših košark. 94-70 proti Nemčiji, ki je zelo neugodna ekipa, kot sva napovedala mi z Matejem že v podcastu, ampak na koncu suverena zmaga in polfinale kapa dol in gremo po medaljo, še 2. Predvsem dobra ostrostrelska ekipa, ampak na tej tekmi smo mi to njihovo trojko zelo dobro zaustavili. Na koncu so bili 32% za 3, mi pa 43% in se pogosto govorimo o tem, da ko je razlika v metu za 3 tako velika, ponavadi skoraj da ni treba gledati druge kategorije, ampak smo bili tokrat zopet tudi v ostalih kategorijah boljši. Bili smo boljši v vseh elementih igre in na koncu, mislim, tudi rezultat to odraža. Treba omeniti tudi vrhunskega Zorana Dragića, ki je bil praktično nezgrešljiv na tej tekmi in res je užitek gledati to ekipo. No, res je, da so v drugi četrtini za trenutek celo povedli, ko jim je stekel met za 3 in so imeli tudi nekaj skokov v napadu, ampak to je bil edini preblisk Nemcev na tej tekmi in hitro smo potem spet prevzeli vajeti v svoje roke. Ja, druga četrtina je bila edina četrtina, ki smo jo izgubili na tej tekmi. Začeli smo jo slabo, potem pa do odhoda na odmor pred zaključkom druge četrtine prvega polčasa nekako ujeli ritem in potem je v drugem polčasu, podobno kot pri Špancem, naša mašina začela mleti, prednost naših pa se višati. Meni je bilo predvsem všeč v tej tekmi videti v bistvu dvojno naravo naše reprezentance, ko lahko igra zelo hitro v tranziciji z Blažičem in Dragićem, tudi Čančarjem, ali pa z Luko na postavljen napad. Zato za tranzicijo moraš seveda biti odličen v skoku, kar naši, hvala Bogu, so, čeprav niso močni v centrski poziciji. In v prvi četrtini predvsem smo z Dragićem imeli take protinapade, da Nemci nikakor niso mogli slediti naši igri. Mike Tobey v bistvu upravlja tisto delo, zaradi česar je bil pripeljan. Ne nazadnje, tudi na tej tekmi je bil po statističnem indeksu, je bil 3. najboljši igralec Slovenije in on da svoje v igri, da tiste koše v raketi, doda mogoče 1 ali pa 2 trojki in pobira tiste skoke, predvsem v obrambi, nekaj pa tudi napadalnih in to pa potem nam omogoča to hitro tranzicijo, o kateri ti govoriš in to je v bistvu zaščitni znak slovenske reprezentance, ampak se pa strinjam s tabo, da je lepo pa tudi videti, kako so sposobni potem odigrati na postavljeno obrambo in kako iščejo potem tudi recimo v tej v narekovajih počasnejši igri rešitve in sej, to je tisto, kar že govorimo ves čas, ta reprezentanca je večplastna, ta reprezentanca ima več orožij tako v napadu kot v obrambi in v bistvu smo celoten repertoar tega prikazali na tekmi z Nemčijo.
Ja, za odlično igro v tranziciji, poleg Tobija, je seveda treba izpostaviti tudi naš glavni motor Luko Dončiča in njegove ne samo skoke v obrambi, ampak potem podaje v tranzicijo. To je tudi na tej tekmi nekajkrat odlično naredil, po ujetem skoku podal takoj v protinapad in na ta način omogočil našim branilcem krilom nekaj lahkih košev. Tudi z Zokijem se je tako ujel dobro v dveh akcijah z Blažičem. Na postavljeno obrambo pa ja, je ravno to dobro, da imamo več orožij, več igralcev, ki lahko odigrajo žogo in organizirajo napad, odigrajo pick and roll, če je potrebno. Tako je recimo Zoran Dragić, Blaž, ti si omenil praktično nezgrešljivega Zokija, 27 točk, ampak zraven še 6 skokov, 4 podaje. Drugi najboljši podajalec za Luko, ki jih je imel kar 11, že spet je Luka za malenkost zgrešil trojni dvojček. Pa Zoki zraven še 3 ukradene žoge, tudi odlično povlekel v tranzicijo, ali pa bil tisti sekundarni ball handler, sekundarni organizator na tej tekmi. In tudi dobro nadomestil nekaj slabši učinek Klemna Prepeliča tokrat. Zoran je bilo res super videti, kako dobro igra, predvsem zato, ker je imel res ogromno smole v karieri. Spomnim se, kako je začel kot igralec, ki je bil odličen v prodorih in v obrambi, potem je dodal še met za 3. Po pravici povedano, tega nisem pričakoval od njega in postal odličen, potem pa tiste poškodbe. Odsoten je bil iz ekipe, ki je osvojila naslov v Turčiji, in to, da pri 32 letih lahko toliko da reprezentanci, je res tako lepo videti, da ne morem povedati. In rabil je nekaj časa, da je prišel v svoj ritem. V prvi tekmi olimpijskih ni bil toliko še učinkovit, zdaj pa vedno boljše in mislim prav pošast je, kaj dela v obrambi, v napadu, le energije ima toliko. Hvala Bogu se ni poškodoval ob tistem, ko je lovil žogo v podajo proti napadu, kako je priletel klop bogi, ampak v redu je, hvala Bogu se ni nič zgodilo. Po koncu tekme se je sicer nekaj omenjal njegov boleč bok v izjavi. Po sami tekmi je povedal, da ga ne moti, da ga ne boli, je nekako polil vodo na te govorice. Ampak tisti padec je res zgledal zelo neugodno, tako da upajmo, da ne bo čutil kakšnih posledic in bo podobno odigral tudi na naslednji tekmi. Zoki je odličen igralec in to smo govorili v napovednikih že pred samimi kvalifikacijami. Če je Zoki zdrav, je še vedno eden od boljših evropskih kril branilcev, predvsem ko govorimo o two-way krilih, two-way branilcih, igralcih, ki igrajo na obeh straneh parketa, in raznovrstnih igralcih, ki lahko počnejo vse. V letih, ko sta z Goranom še igrala skupaj v reprezentanci pred Luko, je bil, če ne naš drugi najboljši igralec, pa nekajkrat tudi naš najboljši igralec, recimo na nekaterih tekmah na svetovnem prvenstvu 2014. In ja, si predstavljate, kako dominantni bi mi še bili na Eurobasketu 2017, če bi imeli še zdravega Zokija? Ja, ampak kaj bi sploh rabili biti še bolj dominantni, jaz smo bliže kar. Ja, bi bilo še toliko lepše. Samo pravim, tudi nam so manjkali igralci, ki se pogosto govori za Eurobasket 2017, tudi mi nismo bili polni. In Zoki je top 3, top 4 igralec slovenske reprezentance in tako majhna reprezentanca vsak igralec doda ali pa odzame, če ga ni tisto pomembno globino in kvaliteto. Jaz bi tukaj izmed vseh igralcev izpostavil še Žigo Dimca. Za njega smo vsi rekli, škoda, da ni kakšnega boljšega centra, ki gre lahko z nami na olimpijske igre. In v prvih 2-3 tekmah je deloval res malce sramežljivo, grešil po lepih podajah Luke, grešil kar tašne zicerje. Ampak v zadnjih 2 tekmah se zelo, zelo vidi, kako je dobil samozavest, in predvsem danes, ko je zelo lepo zadev izpod koša ob osebni napaki, se je videlo, kako dejansko samozavesten je, se ne ukvarja več niti z nasprotniki, ampak igra svojo igro. Res je zelo močen, tista osebna napaka ga sploh ni zmotila. Jaz sem res navdušen na tem, kako v zadnjih 2 tekmah odigra, in to bo seveda zelo, zelo pomagalo v polfinalu in kasneje še v zadnji tekmi. Kajti to bi seveda ne moral odigrati 40 minut in samozavestni Dimec nam bo zelo pomagal.
Za tistih 6-7 minut, kolikor bo odigral, seveda. Dejstvo je, da še vedno rabimo Tobija na večini tekme, ampak Dimec, to smo po prejšnji tekmi že rekli, predvsem proti Špancem, je res dobro izkoristil tiste svoje minute, tistih 6-7 minut, ko nadomešča Tobija, če ne igramo small ball, mogoče še kakšno minuto manj. Ampak ja, od 1. do 12. igralca vsi lahko prispevajo pomemben delež zmagi in to nas lahko samo veseli. Ko že ravno omenjamo igralce, mogoče fajn, da povemo tudi, kateri 3 igralci so bili najboljši na tej tekmi. Po statističnem indeksu najprej Zoran Dragič, ki se ga Timotej že omenil in njegovo statistiko, potem drugi je bil Luka Dončić z 20 točkami, 8-18 met iz igre, 6-11 za 2-7 trojke, oba zadeta prosta meta, tako da 100%, to je treba poudariti. Potem 8 skokov, 11 podaj, 2 ukradeni žogi. In potem še tretji najboljši je bil Mike Tobey, ki sem ga pa že tudi jaz omenil, 13 točk, 11 skokov in vsi trije so imeli tudi najvišji plus minus kategorijo. Najvišjega je sicer imel Zoran Dragič plus 36, medtem ko sta imela Dončić in pa Tobey plus 26, kar je kar velik razkorak in samo še enkrat pokaže, kako pošastno tekmo je imel Zoran. Plus 36 v manj kot 30 minutah. Mislim, to je tisto, kar je res fascinantno. Bil je kot sneta skera na parketu, na obeh straneh parketa. Tudi tisti padec, ki smo ga že omenjali, bil posledica njegove borbe za žogo, ki je bila že izgubljena, ampak za Zokija se vemo, ni izgubljenih žog in tako je tudi igral to tekmo. Vlatko Čančar je bil še plus 23 v 21 minutah, tako da bi rekel, da nekje te 4 igralci, Čančar, Dončić, Dragič in Tobey, so bili tista kombinacija, ki je tokrat naredila tisto največjo razliko, ker če izvzamemo te 4 igralce, je potem naslednji slovenski igralec bil Jaka Blažič plus 6, torej kar konkretna razlika za temi 4 in potem seveda za njim ostali. Sej, ta plus minus statistika, nekateri je ne marajo in niti nočejo, da je omenjamo, ampak v kontekstu za vsem ostalim velja omeniti, da je ta kombinacija danes odlično delovala, ne samo v napadu, ampak tudi v obrambi. To je tisto, kar je ključno, seveda tukaj na obeh straneh parketa, ampak ko sem omenil Blažiča, je treba tudi njega tukaj zraven še dati v to peterko, ker je tudi on v obrambi garal, tako kot vsi ostali naši. Res je treba pohvaliti. Dosti govorimo o našem napadu, našem izjemnem napadu, mogoče ne dovolj o obrambi, res hitrih, pravočasnih rotacijah, pravočasnih prevzemanjih, ki nasprotnikom ne dovolijo lahkih košev. In tudi Nemci so v prvem polčasu zadeli nekaj težkih metov, težkih trojk. Lo je nekaj časa pretil, da se bo pošteno razigral, mogoče dal tam blizu 20 točk, ampak potem sta ga Zoki in Jaka Blažič v drugem polčasu dobro omejila. Ko smo šli pri tej statistiki, edina statistična prvina, v kateri smo res izgubili na tej tekmi, so bile točke s klopi, kjer je naša klop dosegla, mislim, da tam nekaj 17 točk, medtem ko je nemška dosegla okoli 35, tako da to je bila edina taka večja razlika v korist Nemčije, vse ostalo pa je bilo ali izenačeno ali v korist Slovenije. Bi pa mogoče jaz omenil še eno taktiko Nemčije, ki mi je bila zanimiva, je Izak Bonga je zelo dobro v bistvu upravljal svoje delo, ko je branil Luko Dončića. Gre za pač relativno visokega in atletskega igralca, ampak potem, kar mi je bilo zanimivo, je bilo to, kako je v bistvu Nemčija, ko je prišlo do prevzemanja in vsega tega, so potem Luki Dončiću v bistvu zgostili prostor pod obročem, tako da ni mogel prodirati to, kar smo bili navajeni recimo na prvih tekmah od njega, ker so mu puščali v bistvu nekoliko preveč prostora. In potem je v bistvu Luka razigral svoje soigralce in naši preostali košarkarji so to potem lepo izkoriščali in to je bila v bistvu tudi potem glavna razlika. Nekako preveč so mogoče se bali točk Luke Dončića in nekoliko premalo so se bali ostalih naših košarkarjev. In to spet še enkrat pokaže na to, kako ekipo imamo, da pač enostavno ne moreš se skoncentrirati le na enega košarkarja in pričakovati pozitivnega izida. Enostavno je ekipa tako zelo dobra, da pač če ne bo on
je pa on tako dober, da bo poskrbel, da bodo drugi. In ta tekma je zdaj to samo še enkrat pokazala in potrdila, podobno kot že prejšnja tekma proti Španiji. Luka Bere igral kot profesor, to, kar si omenil, Blaž, zgostitev obrambe nasprotnika pod obročem, če pride do kakšnega prevzemanja na perimetru po pick and rollu. Po drugi strani smo pa že spet videli tudi dosti podvajanj na zunanjih položajih in zopet so ostali igralci v teh situacijah odlično, vsaj v večini akcij zelo dobro odigrali. In ko imaš takega playmakerja, ki praktično vedno sprejme pravilno odločitev, pravilno prebere obrambo in izvede tisto pravilno podajo na zunanji položaj soigralcem pod koš, če se odpre tam več prostora za centra, ki se odvaja. Res je fascinantno, kako deluje njegov košarkarski računalnik, ki ga ima v glavi, kako procesira igro in še naprej ostaja nerešljiva uganka za vse nasprotnike. Do zdaj smo lahko videli na tekmah na tem turnirju, pa tudi pred tem v Litvi, praktično vse oblike obrambe, vse so nasprotniki poskušali, da bi zaustavili, limitirali Dončića. Za prejšnjo tekmo sva z Blažem govorila o tem, da je Špancem to, vsaj ko gre za točke, koše, v določeni meri uspelo. Ampak, ker so posvečali toliko pozornosti Dončiću, se je potem odprlo seveda toliko več prostora za naše in mnogi igralci lahko pod takim pritiskom pokleknejo, tudi dobri playmakeri, ampak Luka, ali sta dva ali so trije ob njemu, vedno bo našel tisto pravo rešitev, zato nas tudi ne skrbi na takih tekmah, kot je bila tale z Nemčijo. Blaž, ti si rekel v najnem napovedniku zadnjič, da zdaj, ko gledaš tekme slovenske reprezentance, v preteklosti te je pogosto skrbelo za te četrtfinalne dvoboje, kako bo, ampak zdaj nekako pričakujemo vsi, računamo, upamo, vemo, niti ne dvomimo v končno zmago proti takim ekipam, kot je recimo Nemčija. Ali pa recimo mora biti Francozi, ne, mislim, kaj, Francija, Nemčija, to je tam. Ja, ne, je pa Francija kar konkretno, mislim, da boljša ekipa kot Nemčija, Blaž. Vem, sarkazem je bil. Zdaj s tem jutranjim tonom, veš, če se mi slišiš rahlo sarkastičen, ko moraš bolj po tih govoriti, zaradi tega nisem slišal my bad. Ja, mislim, da jim Blaž izjavi, da je Nemčija, Francija, da sta tam, ne. To veš, da se šali, ne, tudi če ima jutranji glas. Jaz sem hotel samo še izpostaviti število podaj, ki jih Luka dosega, predvsem na zadnjih 2 tekmah, ko ga poskuša zastavljati s vsemi možnimi obrambnimi prijemi. Toliko podaj dati 9 pa 11, torej 20 v 2 tekmah, včasih ne rata niti v NBA-ju, mogoče tudi zaradi soigralcev, ki pa nekaj več grešijo kot naši Slovenci. Treba podariti, da Luka tudi igra manj časa, manj minut na tekmo kot v NBA-ju in tudi, da štejejo te podaje dosti bolj strogo kot v NBA-ju. Če Luka podaja enemu od naših igralcev, je dovolj, da ta igralec enkrat zavodi in je asis že uničen. Tako da to, da da toliko podaj na tekmo, je res navdušujoče v tekmi s FIBA pravili v manj časa kot v NBA-ju in nismo daleč še od enega trojnega dvojčka. Mislim, da na olimpijskih igrah nismo videli še niti pol ducata trojnih dvojčkov in Luka je na svojih prvih olimpijskih igrah temu zelo blizu že 2 tekmi zapored. Kaj pol ducata, Marko? Do sedaj sta bila v zgodovini samo 2 trojna dvojčka zabeležena na olimpijskih igrah, tako da morebitni Lukov bi bil šele 3. Verjetno bi ga že imel, če bi recimo kakšno tekmo še dlje odigral. Tudi na tej tekmi. Zadnje 3-4 minute potem, ko je Zoki rekel it's over, konec je in se je Gogi dobro pošalil na ta račun. Na Twitterju lahko vse te posnetke vidite. Če bi Luka odigral do konca to tekmo, ni hudič, da ne bi še tista 2 skoka dobil v tistih preostalih 3 minutah, če bi se mu šlo za statistiko, ampak vemo, sej že na prvi tekmi proti Argentini, ko bi lahko zrušil legendarni rekord Oskarja Schmidta, 55 točk,
je rekel, čas je zamenjavo in počitek za naslednjo tekmo, ne zanima me rekord. Sekolič je rekel, da naj pošle še nekoga drugega v igro, da dobi priložnost, on pa je svoje oddelal in to je tudi tisto, kar nas najbolj veseli in kar vsi dobro vemo že iz NBA lige ali pa Reala. Luki se ne gre za rekorde, te rekordi pridejo zraven samo kot posledica njegove genialnosti in njegove izjemne igre. To se samo zgodi. Tisto, kar je pa njemu najbolj pomembno, so pa zmage, so pa naslovi, ne glede na to, kje igra, v NBA ligi, v Euroligi ali pa za reprezentanco. Njegovi cilji so isti in tudi v tem NBA delu, zato sem zdaj to omenil, ker bomo morali tudi malce povzeti letošnji free agency. Ta se je začel o polnoči, tako da je bil zelo pester večer in danes tudi zaspan dan, ampak nič ne de, ko se tako dogaja, te tudi spanec ne premaga, saj meni take zadeve dajo za leta in bi omenil, preden zaključimo, da se lahko zgodi, da bomo zlato kombinacijo iz Eurobasketa 2017 Goran Dragić in Luka Dončić videli v Dallasu naslednjo sezono. Goran je bil po noči zamenjan, tradan v Toronto, potem ko je Miami izkoristil team option, podaljšal pogodbo še za 1 leto, je bilo to že več ali manj znano. Te pogovori so potekali že dlje časa, z Blažem sva tudi nekaj o tem govorila in mislim, da oba, da ta menjava Lauri Dragić Miamiju ne bo prinesla kakšnih posebnih uspehov, saj ne takih, kot oni računajo, bi pa lahko menjava Dragića v Dallas, mislim, da Mavericksom naslednjo sezono pomagala, da pridejo stopničko više. In po poročanju zanesljivih virov Marka Steina, ki ima dobre povezave, bom tako rekel, z agentom Gorana Dragića in Luke Dončića, Billom Duffijem, je poročal, da si Goran želi menjave v Dallas, v Torontu zagotovo ne bo ostal, tudi to lahko dodamo. Mislim, da so bili tukaj določeni dogovori sklenjeni že prej, tako kot ta za Laurija. Ampak da ne bom predolg in da ne bomo zdaj šli čisto druge vode, mislim, da je to samo taka novica, ki jo je treba omeniti, o tem več v naslednjih podcastih. Tudi napovednik naslednje tekme sledi kmalu, tako da še veliko novih podcastov. Jaz sem hotel samo še dodati, kako je Luka napredoval od svoje ruke sezoni v NBA-ju do zdaj. Še predvsem pa recimo, če primerjamo igro Lukata na Eurobasketu 2017 pa olimpijskih 2021, precej je bilo govora med njegovo ruki sezono, da je to njegov plafon, da kaj dosti več ne more napredovati, ker je imel že takrat zelo dobro statistiko. Mnogi so se zelo zmotili v te svoje napovedi in kako je Luka dozorel v tako kratkih 3 letih in kaj dela na igriščih na olimpijskih igrah, to je nekaj neverjetnega. Predvsem je smešno videti, recimo, kako se je za njega upočasnila hitra igra v NBA-ju in take hitre podaje, ki jih zdaj ima, ki jih mogoče prej ni imel, znajo zmesti kakšnega od njegovih soigralcev, predvsem Tobi je 1 do 2 spustil danes, ko bi jih lahko mogoče zabil ali pa saj nekako potisnil skozi obroč, tako da tudi njegovi soigralci se še navajajo na njegovo hitrost in ta napredek je res zelo lepo videti. Jaz bi pa za konec samo še povedal, da je potrjen polfinalni termin in sicer bo Slovenija igrala v četrtek ob 13. uri po našem času, ob 20. uri po japonskem času proti zmagovalcu na tekmi med Francijo in Italijo. Če nimate še kaj dodati, Blaž, tebe vem, da čakaš zelo pester dan. Marko, tebe pa poležavanje na plaži z glavo na off in čivavo na straži? Ja, čivavo sicer nimam, straže ne rabim, ampak poležavo pa kar bom. Ja. Tako da mislim, da je čas, da zaključimo in začnemo tale dan. Živijo! Adijo! Adijo!